Na območni službi Sevnica z uradi za delo Brežice, Sevnica, Krško imamo trenutno najnižjo brezposelnost od leta 1990 dalje, ta znaša 5,8%. In v evidenci imamo trenutno vpisanih 1993 brezposelnih oseb, sicer nadpovprečno neugodne strukture. 42% je med njimi starih 50 let in več, oziroma dobrih 14% starejših od 60, več kot četrtina je invalidov, 62% je brezposelnih, dolgotrajno brezposelnih, ki imajo tudi kompleksnejše težave in so težje zaposljivi. Na drugi strani so pričakovanja delodajalcev še vedno visoka glede ustreznosti kadra in imajo tudi visoko povpraševanje. V letošnjih 5 mesecih smo imeli skoraj 2400 objavljenih prostih delovnih mest iz različnih dejavnosti, največ gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, zdravstva in socialnega varstva, gostinstva, turizma, izobraževanja in tako dalje. Za nami je zelo uspešno leto, kljub padcu prihodkov za več kot 1,2 milijarde, ki so se zgodili predvsem na tujih trgih. Lahko rečemo, da je ključni kazalec, to je dodana vrednost in pa dodana vrednost na zaposlenega izjemna v letu 2023, in sicer presegli smo 1 milijardo evrov, kar je zelo, zelo dober uspeh. Imamo zelo veliko podjetij, ki že danes presegajo magično mejo 100 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, in to je navdušujoče za poslovanje tudi naprej. Sicer nam kažejo te začasni podatki na bazi prvega četrtletja, izvoz pa uvoz za regijo Posavje, da smo v primerjavi z lanskim letom malček slabši. Se pa nadejamo, oziroma naše projekcije kažejo, da bomo to do konca leta nadomestili. Mi pričakujemo, da bomo v letošnjem letu zaposlili najmanj 220 novih delovnih oziroma 220 zaposlenih. Presegli bomo 7 milijard prihodkov, dodana vrednost pa bo rasla še naprej. S tem pa seveda tudi rast plač, ki že danes presega slovensko povprečje, in ta razkorak za nekaj 10 evrov naraste vsako leto. To so spodbudni podatki tudi za letošnje leto in pa seveda tudi za leto 2025. Je pa pred nami kar nekaj izzivov v luči ekonomsko-socialnega dialoga, predvsem tukaj mislimo davčne reforme, potem pokojninsko reformo in pa ostale področja, ki se jih bomo morali dotakniti do konca leta zaradi sredstev, ki jih moramo dobiti iz načrta za okrevanje in odpornost in pa oziroma obljube, ki je dala naša vlada Evropski komisiji. Zelo pomembno za našo regijo bo tudi referendum za JEK2, tako da pred nami je kar lepo pestro poletje in pa tudi jesen. V bistvu so napovedi delodajalcev tudi za prihodnjih 6 mesecev kar optimistične, pričakujejo 1,6% rast zaposlenosti, to naj bi pomenilo nekje 1068 zaposlitev na področju ponovno gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, električnih inštalacij, zdravstva in socialnega varstva. In seveda se glede na te potrebe delodajalcev in ob tej nizki brezposelnosti povečuje razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. S tem namenom oziroma eden izmed ciljev zavoda je tudi, da se najtežje zaposljive osebe prav tako zaposlijo, torej da se da tem osebam priložnost v okviru naših ukrepov aktivne politike zaposlovanja. To so torej finančne spodbude namenjene delodajalcem, kot so hitrejši vstop mladih na trg dela, zaposli me, usposabljanje in pa nenazadnje javna dela. In seveda si prizadevamo na različne načine, to z dogodki, aktivnostmi, z organizacijo zaposlitvenih sejmov v tujini nekako privabiti kader za pokrivanje potreb delodajalcev. Ključnega pomena je dodana vrednost, recimo drug pokazatelj pa je tako imenovana EBITDA, to je prosti denarni tok, s katerim razpolagajo podjetja, pa tudi nerazporejeni dobički in tako naprej.
To zdaj kaže, da na nek način ima posavsko gospodarstvo ogromno likvidnih sredstev, ki bi jih lahko investiralo v prihodnji razvoj ali pa financiralo kakšne druge razvojne projekte. Na drugi strani pa kaže tudi, da smo minimalno zadolženi oziroma še nikoli ni bilo ta zadolženost tako nizka. Z EBITDA vse dolgove se poplača v 4 mesecih, kar je na rekordno nizkem znesku. Na drugi strani pa se vidi tako, da postajamo počasi s stališča zakonodaje in pa birokracije in vsega ostalega, kar zahtevni v Sloveniji, kar se odraža v pomanjkanju investicij, ki bi lahko se dogodile. Drug hendikep pa je še ta uredba o varovanju voda, ki tangira poslovno cono Drnovo vzhod in zahod, in sicer so zaenkrat zaustavljena vsa izdajanja gradbenih dovoljenj in tukaj žal ni pričakovanega napredka, ki smo ga želeli skupaj urediti z mestno občino Krško in pa pristojnim ministrstvom.